sem Nina Havajanič in danes vam bom predstavila špediterska ali špedicijska pogodba. Torej, špedicija na splošno, to je specializirana gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z organizacijo odprave blaga in z drugimi posli v zvezi z tem. Torej, špedicijo pa opravlja špediter, to je gospodarstvenik, pravna ali fizična oseba, ki se vključno in strokovno ukvarja z organizacijo odprave blaga svojih komitentov, s pomočjo prevoznika in z drugimi posli v zvezi s tem pač lahko to opravi. Torej, špediterske storitve. To so katerekoli storitve, ki jih špediter izvaja za naročitelja in so povezane z organizacijo in izvedbo prevoza. To so lahko multimodalni, kombinirani ali multimodalni prevoz, potem skladiščenje, pakiranje, distribucijo tovora, manipulacijo tovora, kakor tudi pomožne in svetovalne storitve pri zavarovanju tovora, pri skrbi tudi dokumentacije, plačevanju stroškov, potem storitve potrebne v carinskih, inšpekcijskih, davčnih in drugih postopkih ter popolno organizacijo dobave v celotni logistični verigi. Torej, zdaj pa vam bom povedala, kaj na splošno sploh je špediter. Torej, kot sem že prej povedala, špediter je gospodarska, družbena ali samostojni podjetnik, ki v obsegu določenem v pogodbi za naročitelja izvaja špediterske storitve. Torej, špediter s svojim znanjem lahko zagotavlja svojemu naročniku skrb za organizacijo toka materiala oziroma blaga od dobaviteljev v podjetju, to so nabavna logistika, in iz podjetja, to so distribucijska logistika do kupcev. Torej, špediter pa postane s tem že organizator celotne logistike za potrebe svojega naročnika ter deluje s ciljem, da pri danih omejitvah glede na zanesljivost, varnost in hitrost premeščevanja blaga čim bolj zniža logistične stroške. Torej, vrste špedicijskih storitev, ki jih mi poznamo, torej so organizacija transporta, organizacija skladiščenja blaga in manipulacij, organizacija zbirnega transporta, potem organizacija ekspresnega tovora, potem sklepanje transportnega zavarovanja, to je zavarovalno posredovanje, organizacija carinskega blaga, to je carinsko posredovanje, potem plačevanje dejanskih stroškov in druge fizične storitve in pa druge storitve, to so lahko pakiranje, označevanje blaga, sortiranje, komisioniranje, vodenje stanja zalog, kontrola in prevzem blaga in tako dalje. In torej še več špedicijskih storitev. Torej, zdaj pa, kaj je sploh špedicijska pogodba? Špedicijska pogodba je med naročnikom in špediterjem. Z špedicijsko pogodbo pa se špediter zaveže, da bo za izvedbo prevoza sklenil lahko skleni torej v tujem imenu in za tuj račun. Torej, v tujem imenu pomeni, da v prevozni pogodbi nastopi kot stranka naročnika, za tuj račun pa pomeni, da vse koristi in obveznosti iz prevozne pogodbe prenese špediter na svojega naročnika. Lahko opravi to v svojem imenu in za tuj račun. Torej, v svojem imenu to pomeni, da v prevozni pogodbi nastopa kot stranka, torej špediter. In za tuj račun, to sem pa že prej povedala, da vse koristi in obveznosti iz prevozne pogodbe prenese špediter na svojega naročnika. Lahko pa tudi pogodbo naredi oziroma izvede kot v svojem imenu in za svoj račun. Torej, v svojem imenu v prevozni pogodbi nastopi kot stranka špediter, za svoj račun pa pomeni, da vse koristi in obveznosti iz prevozne pogodbe nosi špediter. Torej to opravi in druge dogovorjene posle in dejanja. Torej, odgovoren pa je za ustrezno skrb, odgovoren je za neko skrb, torej ne pa za rezultat, torej to se pravi oziroma to imenujemo krivdna odgovornost.
Torej, če pa je špediter organizator in tudi izvaja prevoz s svojim voznim parkom, potem nastopa v dvojni vlogi in sicer kot špediter, torej to organizator logističnega procesa, in kot prevoznik, torej izvajalec logističnega procesa, torej da on si sam tudi potem zrihta prevoz. Torej, špedicijska pogodba pa se lahko sklene na dva načina. Prvi način je sklenitev pogodbe s sprejemom ponudbe, potem drugi način pa je sklenitev pogodbe s sprejemom naročiteljevega naročila za izvedbo špedicijskih poslov, torej to je dispozicija. Torej, špedicijska pogodba pa je lahko poznamo torej posamično, to se nanaša na posamično storitev ali pa generalna, se nanaša na vse storitve v določenem časovnem obdobju. Torej, povedala vam bom še špedicijske tarife, tarifne postavke v pogodbi. Torej, ločimo posamezne taristične postavke, to so po posameznih storitvah, ali pa forfaitne tarifne postavke, to pa so v pavšalnem znesku in v fiksnem znesku, torej so pa za sklop določenih storitev pri izvršitvi določenega posla, torej to je pa špedicija s fiksnim plačilom. In to je vse, konec.